Navajeni smo že videti čudovita mesta po svetu, kot je osupljivo mesto Melbourne v Avstraliji, pa tudi izjemno impresivno in čudovito mesto Šanghaj na Kitajskem. Ampak ali veš, da obstajajo tudi čudovita mesta pod zemljo? Da, prav si slišal. To so mesta, ki so jih zgradili starodavni ljudje v antičnem svetu. To je presenetljivo, saj so tako podrobno in odlično narejena, da si res ne bi mislil, da so jih ustvarili starodavni ljudje. In v tem videu bomo to raziskali. Tukaj boste videli, kako lepa so podzemna mesta. Toda preden začnemo, ne pozabite všečkati tega videa. To nam, ustvarjalcem vsebin, veliko pomeni. Najlepša hvala in zdaj začnimo. Prvi na našem seznamu je Orvieto Underground. Na prvi pogled se zdi, da je v Italiji povsem običajno mesto. Stare cerkve, ozke ulice in hiše iz kamna. Toda pod enim najstarejših mest, tam se skriva svet, za katerega večina sploh ne ve. To je celo mesto, zakopano pod zemljo. To ni preprosta jama ali skrivališče. To je izjemno obsežna podzemna mreža, ki so jo ljudje ustvarili in uporabljali več kot 2000 let. Medtem ko so druge starodavne civilizacije širile svoja mesta navzgor, so ljudje v Orvietu v Italiji naredili ravno nasprotno. Izkopali so navzdol v samo goro in jo spremenili v domove, skladišča, tovarne, prehode in včasih celo v rešilno bilko v času vojne. Po besedah italijanskih arheologov in projekta Orvieto Underground so pod mestom odkrili več kot 1200 predorov in podzemnih prostorov. In bolj ko raziskujejo sodobno lasersko tehnologijo skeniranja in kartiranja, bolj se izkazuje, da je ta sistem veliko bolj zapleten, kot so strokovnjaki prej mislili. Toda zakaj? Razlog, zakaj je to sploh mogoče, je zaradi edinstvene vrste kamnine na tem območju. Orvieto stoji na vulkanskem tufu, vrsti kamnine, ki je nastala iz pepela in ostankov starodavnih vulkanskih izbruhov. Po geoloških študijah v osrednji Italiji je ta kamnina precej mehka, ko jo kopljejo, vendar se strdi, ko je izpostavljena zraku. Je kot naravni gradbeni material, ki s časom postaja vse močnejši. In tukaj je postalo inženirstvo starodavnih prebivalcev nekaj posebnega. Ko je na površju mesta začelo zmanjkovati prostora, se niso takoj preselili drugam. Namesto tega so uporabili podzemlje kot razširitev svoje celotne skupnosti, postopoma pa je nastalo skrito mesto z lastnim sistemom za shranjevanje, vodo, prezračevanje in izhodnimi potmi. Vendar preživetje ni bil edini razlog, zakaj so to naredili. Pravzaprav je imelo podzemno mesto veliko vlogo tudi v njihovi ekonomiji. Ena najpomembnejših industrij v Orvietu v tistem času je bila proizvodnja oljčnega olja. V času, ko še ni bilo hladilnikov ali sodobnih hladilnih sistemov, je bila hitra pokvarljivost hrane in olja velik problem. Toda pa pod zemljo je bila temperatura naravno hladna in stabilna skozi vse leto. Zaradi tega so številne dele predorov spremenili v podzemne prostore za predelavo. Odkriti so bili tudi velikanski kamniti mlinčki in usedalni bazeni, ki so bile neposredno izklesane v kamen. Po mnenju zgodovinarjev so v podzemlje celo spuščali živali, da so poganjale mlinčke za oljke, medtem ko je bilo okolje še hladno. In rezultat tega je bil, da se je oljčno olje počasneje kvarilo in proizvodnja je postala bolj učinkovita. Poleg tega so imeli tudi posebne sobe za vzrejo golobov. Na prvi pogled se zdi nenavadno, vendar je bilo to včasih zelo pomembno. Ker je bilo obdelovalne zemlje na vrhu gore malo, so morali najti alternativni vir hrane, ki ni zahteval veliko prostora. Zato so naredili podzemne golobnjake s stotinami majhnih lukenj v stenah. Tukaj so ptice nesle jajca in živele. Obstajajo tudi majhne odprtine, ki vodijo ven na pečino, da lahko golobi prosto prihajajo in odhajajo, hkrati pa so zaščiteni pred plenilci. Preprosto povedano, imeli so svoj lasten podzemni prehranski sistem. Toda eden najpomembnejših razlogov, zakaj je to podzemno mesto tako napredno, je voda. Dolgo preden so prišli Rimljani, so bili znani Etruščani, prva starodavna civilizacija, ki je naselila to območje. S svojo vodno inženirstvo so izdelali ozke drenažne tunele, imenovane coniculi, da bi nadzorovali podtalnico in deževnico. Po mnenju zgodovinarjev je to zelo pomembno, saj lahko prekomerna voda povzroči udiranje tal pod mestom. Zato ima celotno podzemno omrežje, premišljen naklon in kanale, da se voda varno odvede stran od struktur. Do danes sodobni Orvieto še vedno uporablja nekatere od teh starodavnih drenažnih sistemov. Toda prišel je čas, ko je postala grožnja mestu še resnejša.
V 16. stoletju, potem ko je bil Rim leta 1527 napaden, se je papež Klemen VII bal, da bi lahko tudi Orvieto obkolili. Zato je dal zgraditi enega najbolj impresivnih inženirskih projektov pod mestom, vodnjak svetega Patrika. Na prvi pogled je videti kot navaden vodnjak, toda ko stopiš noter, vidiš, da je to v resnici izjemno globoka mojstrovina inženirstva. Globok je več kot 60 metrov in ima dve ločeni spiralni rampi, ki vodita navzdol in navzgor. Kar je nenavadno je to, da se ti dve poti nikoli ne srečata. To je bilo narejeno zato, da je bil pretok živali in ljudi, ki so jemali vodo, neprekinjen. Ena pot vodi navzdol, druga navzgor. Ni trkov, tudi če je temno in ozko. Po mnenju arhitekturnih zgodovinarjev je to eden najlepših primerov renesančnega inženirstva v Italiji. In ker je na desetine oken, ki so odprta proti sredini jaška, naravna svetloba še vedno prodira noter, tudi če si globoko pod zemljo. Toda ko se je podzemno omrežje širilo, je postalo še pomembnejše za obrambo mesta. Obstajajo skrivni prehodi, ki so neposredno povezani s hišami in kletmi na površju. Nekateri segajo vse do dna doline pod goro. Ko pride do invazije ali obleganja, lahko prebivalci izginejo, ne da bi jih sovražnik takoj opazil. Nekateri predori so tako ozki in vijugasti, da jih lahko en sam človek brani pred večjo skupino napadalcev. In tukaj lahko vidiš, kako praktično so razmišljali starodavni inženirji. Niso razmišljali samo o tem, kako preživeti danes. Razmišljali so o tem, kako bo preživel celoten mesto tudi v času lakote, vojne ali popolnega kolapsa na površju. Tudi njihov sistem za odstranjevanje odpadkov je bil zelo napreden za njihov čas. Imeli so podzemne jame, ki so jih uporabljali kot smetišča v srednjem veku. Ker so bile te jame zapečatene več stoletij, so danes postale pravo bogastvo za arheologe. V starih jamah so raziskovalci našli ohranjeno keramiko, orodja, hrano in različne predmete, ki so jih ljudje uporabljali v tistem času. Zaradi tega so strokovnjaki bolje razumeli, kako so prebivalci Orvieta živeli od srednjega veka do renesančne dobe. Po raziskavah se izkaže, da je bilo podzemno mesto, čeprav se zdi izolirano, še vedno povezano z večjo sredozemsko trgovsko mrežo v tistem času. In celoten podzemni kompleks je postal še bolj skrivnosten, ko so v zadnjih letih uporabili sodobni lidar in tehnologijo laserskega skeniranja. Raziskovalci so ugotovili, da je v nekaterih delih mesta plast kamnine med predori zelo tanka. Včasih je debelina kamna le nekaj centimetrov. To pomeni, da so graditelji takrat vedeli, kje so in kje koplje druga skupina, čeprav niso imeli sodobnega radarja ali računalnika. Še bolj presenetljivo je, da so nekateri deli namerno narejeni tanki, da bi jih bilo mogoče v sili zlahka prebiti. To je kot starodavna različica modularnega načrtovanja mest. In tukaj postane resnična zgodba Orvieta še bolj jasna. To ni le naključna zbirka jam, ampak skrbno načrtovana podzemna civilizacija. Medtem ko so druga mesta takrat za zaščito zanašala na visoke zidove, so tukajšnji ljudje uporabili kar podzemlje kot svojo obrambo, sistem za shranjevanje, rešilno bilko in rezervno civilizacijo. Na površju so trgi, cerkve in običajno življenje. Toda pod njihovimi nogami je še eno mesto, ki tiho deluje že stoletja. In še danes velik del tega sodobni svet še vedno ne razume popolnoma. Zdaj pojdimo v Naurjeve podzemne tunele. Če so v Orvietu podzemlje uporabljali za posel, hrano in pametno urbano načrtovanje, je zgodba na severu Francije drugačna. Tukaj, v mirni vasici Naur z podzemnega mesta, niso zgradili zato, da bi ljudje obogateli, zgradili so ga, da ne bi umrli. Na površju vidiš le običajno podeželje. Hiše, polja, drevesa in mirne ceste. Toda pod tem se skriva svet, ki je kot zasilna različica celotnega mesta. Po uradni strani Souterrain de Naur podzemno mesto obsega 28 galerij in skoraj 300 sob. Na sliki je prikazano, da se v njem lahko skrije na tisoče ljudi pred napadalnimi vojskami. In najbolj impresivno pri tem je, da tega niso zgradili kralji ali cesarji. To so zgradili navadni ljudje. Kmetje, družine, ljudje, ki so bili utrujeni od nenehnih vojn na površju. V srednjem veku do 17. stoletja je bila regija Pikardija pogosto prizorišče nemirov. Skozi vasi so pogosto hodili vojaki, roparji in napadalne vojske. Ko so prišli, so lahko hiše zgorele, hrana je bila odvzeta ali pa je bila v nevarnosti cela družina. Zato so ljudje v Naursu pripravili izjemen načrt. Ko je zgoraj postalo nevarno, je cela vas izginila pod zemljo.
Tam so bile sobe za družine, prostori za živali, skladišča za hrano. Imeli so tudi kapele za molitev. Imeli so skupne prostore, kjer so se ljudje lahko zbirali, medtem ko so čakali, ali je že varno, da se vrnejo na površje. To ni bilo zgolj skrivališče za eno noč. To je bilo podzemno zatočišče, ki je lahko podpiralo življenje dalj časa. Ker sta v tem kraju apnenec in treda, je bilo kamenje lažje izkopati kot trše kamnine. A obstajala je tudi nevarnost. Če je bilo izkopavanje napačno, se je lahko strop zrušil. Zato boste opazili, da ima veliko delov zaobljene strope. To ni zgolj zaradi dizajna. To je zaradi pritiska zemlje nad njimi. Teža se enakomerneje porazdeli, zato so prostori varnejši. Videti je preprosto, a logika je globoka. Kot da niso samo kopali. Preučevali so lastnosti kamna. In ker se je tukaj lahko skrivalo veliko ljudi, so potrebovali tudi zrak. Ne sme biti vse zaprto, ker bi jim zmanjkalo kisika, še posebej, če so notri ogenj, hrana in živali. Zato so naredili prezračevalne jaške, luknje povezane s površjem, da lahko vstopa zrak in izhaja dim. Toda ne smejo biti opazne, ker če sovražnik vidi, da iz zemlje prihaja dim, bo vedel, kje se skrivajo ljudje. Zato so prezračevalne poti in poti za dim skrbno skrili. Nekatere izhajajo na mestih, ki jih ni lahko opaziti, kot so gozdovi ali blizu obstoječih struktur na površju. Preprosto povedano, celotno podzemno mesto je bilo zasnovano tako, da lahko diha, ne da bi ga odkrili. Predstavljaj si prizor. Na površju gre mimo vojak. Vas je tiha, kot da ni nikogar, ni otrok, ni živali, ni luči, toda pod zemljo je tam cela skupnost. Kuhajo, molijo, skrbijo za živali in čakajo, da nevarnost mine, kot da je vas začasno pogoltnila zemlja. Obstajajo tudi skladiščne jame za žito in hrano. To je zelo pomembno, saj je ob invaziji prva tarča sovražnikov prav hrana. Če sovražniki zasežejo ali zažgejo pridelek, cela vas strada. Če pa imaš hrano skrito pod zemljo, imaš možnost preživeti, tudi če je vse zgoraj uničeno. Tukaj vidiš, kako praktično je podzemno mesto Naorijev. To ni fantazija, to je sistem preživetja. Tukaj ne rešujejo le telesa, ampak tudi kulturo, družino, živali, hrano in vero. Ampak obstaja še eno poglavje Naorijev, ki je bolj nedavno in bolj čustveno. Med Prvo svetovno vojno so vojaki blizu Zahodne fronte uporabljali tudi te tunele. Po besedah raziskovalcev so na stenah podzemnega mesta našli na tisoče grafitov, veliko jih je pustilo britanskih in avstralskih vojakov. So imena, domači kraji, vojaške enote, preproste risbe, sporočila. So sledi ljudi, ki niso vedeli, ali se bodo sploh še kdaj vrnili domov. Po navedbah portala France Toulon in arheoloških študijah o tem kraju je bilo v Naorsu zabeleženih okoli 3000 grafitov, od katerih je veliko povezanih z vojaki, ki so tam šli skozi med veliko vojno. In tukaj kraj dobi še večjo težo. Ker so bili isti predori, ki so nekoč služili kot skrivališče srednjeveškim vaščanom pred napadalnimi vojskami, tudi počivališče sodobnih vojakov, preden so se ponovno vrnili na fronto. Različni časi, različne vojne, a isti strah, iskanje varnega kraja, ko postane svet na površju nevaren. Nekateri raziskovalci so celo uspeli izslediti nekatera imena na grafitih in jih povezati z evidencami vojakov ter njihovih družin. Nenadoma vklesane oznake v kamen niso več le sledi, ampak postanejo glasovi. To so zadnje sledi navadnih ljudi, ki so šli pod zemljo, medtem ko so nosili težo vojne. In morda je to razlog, zakaj je Naors nekaj posebnega. To ni tako veličastno kot palača, ne blešči se, ni spomenika, ni zlata, marmorja ali velikanskih kipov. Ampak ima nekaj, kar je močnejše od okraskov, in to je prava, resnična strategija za preživetje. Tukaj vidimo, da včasih najpametnejše mesto ni tisto z najvišjim stolpom, ampak tisto, ki lahko skrije celo mesto pod zemljo, dokler nevarnost na površju ne mine. Zdaj pa se pogovorimo o Derinkuju in Kapadovškem omrežju. Sredi suhe ravnice osrednje Turčije stoji ena navadna hiša, ki je postala začetek ene najpomembnejših arheoloških odkritij v sodobni zgodovini. Leta 1963 po podatkih turških zgodovinskih zapisov in raziskav o regiji Kapadokija naj bi neki moški prenavljal svojo klet, ko je opazil nekaj nenavadnega na steni. Ko je to podrl, za steno ni bila preprosta shramba, bil je prehod. In ta prehod je bil povezan z ogromnim podzemnim mestom, je bilo dolgo izgubljeno v zgodovini. To je Derinkuju, eno najglobljih in največjih podzemnih mest, ki so jih odkrili na svetu.
Na prvi pogled je težko verjeti v njegovo velikost. Mesto sega približno 85 metrov pod zemljo in ima veliko medsebojno povezanih nivojev. Po podatkih turškega ministrstva za kulturo in UNESCO, dokumentacije o Kapadokiji lahko tukaj tisoče ljudi ostane skupaj s hrano, vodo in živalmi daljše obdobje. In tukaj postane kraj še bolj osupljiv, ker to ni le preprosto skrivališče, temveč celotno mesto, ki deluje tudi brez sveta na površju. Razlog, zakaj je to mogoče, je ta, da je narava znova uporabila vulkansko kamenino. Regija Kapadokija je polna vulkanskega tufa, ki je mehak med izkopavanjem, a postane trden, ko se posuši in je izpostavljen zraku. Skozi stoletja so različne civilizacije postopoma širile podzemne prostore. Nekateri viri menijo, da so se najzgodnejša izkopavanja začela že v času Frigijcev. Medtem pa druge študije pravijo, da se je največja širitev zgodila v bizantinski dobi, še posebej v času arabsko-bizantinskih spopadov. To pomeni, da tega ni ustvarila samo ena civilizacija, kot da so projekt prenašale različne generacije. Vsako obdobje je dodalo nekaj novega, nove tunele, nove sobe, novo obrambo. In bolj, ko se spuščaš globje v mesto, več jih je. Občutiš, da to ni bilo narejeno samo za kratkotrajno skrivanje. Na zgornjih nivojih vidiš prostore za živino. Imajo izplesane hleve, korita za hranjenje in prostor za živali. Njihova postavitev je praktična. Ko so živali blizu vhoda, je lažje nadzorovati vonj in gibanje. Poleg tega, toplota živalskih teles pomaga ogrevati zgornje ravni. Na preprost način uporabljajo naravno toploto kot prednost za preživetje. Ko se spuščamo še globje v mesto, tam lahko vidimo središče vsakdanjega življenja. Obstajajo skupne kuhinje, območja za proizvodnjo vina, stiskalnice za olje in skladišča za žito ter hrano. Po mnenju arheologov je jasno, da namen Derinkujuja ni bil le preživetje, ampak tudi ohranjanje normalnega življenja, tudi če je zgoraj vladal kaos. Tudi pod zemljo so se prehranjevali, delali, učili in ohranjali vero. Odkrita je bila tudi velika verska dvorana, ki so jo uporabljali v bizantinski dobi. Njegova zasnova je podobna cerkvi na površju, vendar je izklesana neposredno v kamen, kot da so želeli prenesti celotno svojo civilizacijo pod zemljo. A najbolj znan del Derinkujuja je njegov obrambni sistem. V različnih delih predorov so ogromna krožna kamnita vrata, ki so videti kot velikanski kamniti kolesi. Nekatera od teh tehtajo več 100 kilogramov. Ko je bila nevarnost, so jih lahko zavrteli, da so zaprli prehod. In kar je še bolj impresivno, vrata so lahko odprli samo od znotraj. Tudi če bi sovražnik vstopil v predor, bi se še vedno soočil z ozkimi hodniki, slepimi ulicami in zaporednimi velikanskimi kamnitimi ovirami. Kot velikanski podzemni labirint, narejen za to, da vzema čas in energijo vsakomur, ki bi poskušal napasti. Toda največji problem v podzemnem mestu ni obramba, temveč zrak in voda. Kako bi si odpočil pod zemljo, če nimaš svežega zraka? Kako bi lahko preživelo na tisoče ljudi, če bi jim zmanjkalo vode? Prav tu so se sodobni inženirji še posebej navdušili nad Derinkujujem. Sredi mesta je zelo globok prezračevalni jašek, ki služi kot glavna pljuča celotnega podzemnega kompleksa. Od tu se pretok zraka širi v različne dele mesta preko manjših kanalov. In tudi danes, po mnenju obiskovalcev in raziskovalcev, je pretok zraka še vedno dober v nekaterih najglobljih delih mesta. To pomeni, da starodavni prezračevalni sistem še vedno deluje tudi po več kot 1000 letih. Njihov vodni sistem pa je bil še bolj napreden. Mesto ima osrednji vodnjak, vendar to ni le preprosta odprta jašek. Dostop do vode je nadzorovan na različnih nivojih, da je ljudje na površju ne morejo zlahka doseči ali zastrupiti. Ko je mesto pod obleganjem, je to izjemno pomembno. Dokler imajo zrak, vodo in hrano, lahko prebivalci dolgo časa ostanejo pod zemljo. In tukaj pride v ospredje eden najbolj skrivnostnih delov zgodbe. Nekateri raziskovalci primerjajo podzemna mesta Kapadokije s starodavnimi besedili zoroastrske tradicije, posebej v zgodbi o Jimi in Vari. Podzemno zatočišče, za katerega pravijo, da je bilo zgrajeno za reševanje ljudi, živali in rastlin pred hudo zimsko katastrofo. Ni neposrednih dokazov, da je Derinkuju res povezan s tem, in veliko zgodovinarjev to obravnava zgolj kot mitološko zgodbo. Vendar pa nekateri učenjaki pravijo, da je opazna podobnost koncepta. Samostojno podzemno zatočišče, zasnovano za dolgoročno preživetje. In bolj ko preučujejo Derinkuju, več vprašanj se pojavlja.
Naprimer, kam je izginilo na milijone ton kamenja, izkopanega izpod zemlje. Če pomisliš, je to res ogromno izkopavanje. Toda skorajda ni nobenih velikih kupov izkopanega kamenja okoli mesta. Nekateri raziskovalci imajo teorijo, da so izkopano kamenje morda postopoma raztrosili po kmetijskih zemljiščih ali ga uporabili pri drugih gradbenih projektih, da ne bi bilo opaziti pravega obsega podzemnega omrežja. In če je to res, pomeni, da so bili ustvarjalci tega izjemno organizirani. To ni bil projekt le nekaj posameznikov. To je bila dolgoročna usklajena operacija, ki je morda trajala več generacij. Še bolj presenetljiva pa je možnost, da so bili povezani. Berinkuju je bil očitno povezan z drugimi podzemnimi mesti v Kapadokiji. Po nekaterih arheoloških raziskavah in študijah z georadarjem obstajajo dokazi, da so v regiji morda dolgi predori, ki povezujejo različne podzemne komplekse. Obstajajo celo poročila o možnem predoru, ki naj bi segal več kilometrov do bližnjih podzemnih mest, kot je Kajmakli. Vendar raziskovalci to še vedno preučujejo in celoten obseg mreže še ni popolnoma potrjen. Če se to potrdi, to pomeni, da Kapadokija ni le eno podzemno mesto. Možno je, da gre za celo skrito podzemno provinco. Regija, ki lahko izgine s površja sveta, ko pride do vojne. Medtem ko so osvajalci gledali na prazno ravnico na površju, dejansko prebivalstvo je morda že pod njihovimi nogami. In to je verjetno razlog, zakaj je Derinkuju še danes zelo težko popolnoma razumeti. Ker to ni le inženirski projekt, to je dokaz, kako daleč lahko gre človek, ko površje sveta ni varno za bivanje. V tišini njegovih ozkih stopnic in temnih tunelov lahko vidiš sledove civilizacije, ki je bila pripravljena zapustiti dnevno svetlobo, da bi preživela pod kamnom. Zdaj pojdimo v solno katedralo v Zipakiri. Če so bila podzemna mesta v Turčiji zgrajena za skrivanje in preživetje, pa v gorah Kolumbije vidiš nekaj povsem drugega. Tukaj niso izkopali preprostega mesta pod zemljo, ampak ogromno cerkev, ki je dobesedno izklesana v notranjosti Solne gore. Več kot 200 metrov pod zemljo v mestu Zipakira blizu Bogote se nahaja ena izmed najbolj nenavadnih verskih zgradb na svetu, solna katedrala v Zipakiri. In kar je še bolj impresivno, ta ni bila zgrajena z običajnimi betonskimi bloki ali cementom. Sama gora je bila spremenjena v cerkev. Ko prvič stopiš noter, ti ne pride takoj na misel, da si v rudniku. Bolj imaš občutek, da si v drugem svetu. Temno je, tiho, zrak je hladen. In v vsakem tunelu vidiš ogromne stene iz soli z nenavadnimi barvami, pepelnato in kristalno teksturo. Kot da si znotraj živega orjaškega kamna. Toda preden je ta kraj postal turistična atrakcija in versko središče, je bil najprej središče ene najpomembnejših industrij v starodavni Kolumbiji. Preden so prišli španski konkvistadorji, je civilizacija Muisca že dolgo časa kopala sol v tej regiji. Po zgodovinskih zapisih o ljudstvu Muisca je bila sol v tistem času izjemno pomembna, saj so jo uporabljali ne le za prehrano, temveč tudi za trgovino. Pravzaprav so jo imenovali belo zlato, saj je velik del bogastva konfederacije Muisca izviral iz trgovine s soljo. Medtem ko so se druge civilizacije borile za zlato, so Muisca obogateli zaradi soli. In ko so kopali vedno globlje v goro, se je pod zemljo postopoma povečevalo število predorov. Ko so v 16. stoletju prišli Španci, so še dodatno razširili rudarsko dejavnost. Goro so spremenili v velik industrijski rudarski kompleks, ker so videli, kako pomembne so zaloge soli na tem območju. Toda najbolj pomembna sprememba se je zgodila v 20. stoletju. Medtem ko so rudarji delali pod zemljo v zelo nevarnih razmerah, so začeli izdelovati majhna molitvena znamenja iz soli. To so postavili na steno rudnika, da bi molili pred začetkom dela. Sprva je bilo to preprosto, majhen križ, majhen prostor za molitev. Prostor, kjer so prosili za zaščito, preden so se spustili v temne in nevarne tunele. Toda sčasoma je ideja postajala vse večja. V 50. letih so začeli načrtovati za izgradnjo celotne podzemne katedrale znotraj same Solne gore. In tukaj se je začel eden najzahtevnejših inženirskih projektov v Južni Ameriki, kajti zelo težko je zgraditi ogromno strukturo znotraj gore iz soli. Solna kamnina se obnaša drugače kot navadni kamen. Po inženirskih študijah o halitnih formacijah je sol izjemno trdna, kadar je stisnjena. Toda sčasoma ima tudi ta lastnost, da se premika in spreminja obliko zaradi pritiska gore nad njo.
To pomeni, da čeprav je okolica videti trdna, se gora počasi premika, kot da je živa. Zato mora biti vsaka dvorana in hodnik v katedrali zasnovana tako, da prenese geološki pritisk skozi dolgo obdobje. Opazili boste, da je veliko stropov znotraj visokih in ukrivljenih. To ni le zaradi lepote, to je narejeno zato, da se teža gore enakomerno porazdeli okoli predorov. Preprosto povedano, niso se borili proti pritisku gore, uporabili so ga, da podprejo celotno strukturo. In to je verjetno razlog, zakaj je večina katedrale še danes stabilna, čeprav so minila že desetletja. V kompleksu je vrsta predorov, ki so kot romarska pot. Medtem ko hodiš, greš mimo 14 kapel, ti predstavljajo postaje križevega pota. Vsaka ima svoj dizajn. So ogromni križi, so izklesani reliefi, je dramatična osvetlitev, ki pada na stene iz soli, zato je prostor še bolj kinematografski. In bolj ko se poglabljaš v katedralo, bolj občutiš njeno posebno tišino. Akustika v solnih komorah je namreč povsem drugačna. Za razliko od navadne jame, kjer je močan odmev, solne stene vpijajo zvok, zato je občutek v notranjosti težak in tih. Kot da gora požira vsak hrup, tudi zrak v notranjosti je poseben. Po študijah o mikroklimi rudnika solne stene naravno vpijajo vlago, zato je okolje pod zemljo bolj suho in stabilno. Zaradi tega je občutek zraka drugačen kot na površju. Čeprav se zdi, da je katedrala trajno trdna, obstaja ena velika težava, ki jo inženirji še naprej nenehno spremljajo – sama gora. Ker se s časoma usedline soli še naprej premikajo. Pritisk počasi stiska izkopane prostore znotraj rudnika. Z drugimi besedami, gora počasi poskuša povrniti prostor, ki so ga ljudje izkopali. Zato inženirji redno preverjajo strukturno stanje katedrale, da zagotovijo, da so prostori in predori še vedno varni. In tukaj postane Zipakira še bolj posebna. Ker to ni zapuščena podzemna struktura, gora je še vedno živa in rudarjenje še vedno poteka. Medtem ko na tisoče turistov in romarjev obiskuje katedralo v zgornjih nadstropjih, se industrijsko pridobivanje soli še vedno nadaljuje v globlih delih gore. To pomeni, da v eni sami gori hkrati sobivajo vera, turizem, inženirstvo in rudarjenje. In po sodobnih kartografskih projektih uporabljajo lidar in georadar, javnost vidi le majhen del celotnega podzemnega omrežja. Pod zemljo so še vedno skrite ogromne dvorane, ki so jih pustili za seboj zaradi dolgotrajnega rudarjenja. Nekatere od teh naj bi bile tako velike, da bi vanje lahko postavili cele sodobne stavbe. Raziskovalci so odkrili tudi starejše predore, ki jih je civilizacija Mujska izkopala z veliko truda še pred prihodom sodobnih eksplozivov. Ti predori so ožji, bolj nepravilni in bolj sledijo naravnim žilam slane vode znotraj gore. Kot da bi lahko videl sam razvoj rudarjenja od najstarejših časov do sodobne industrijske dobe. Na vsaki ravni gore so sledi različnih generacij. Domorodni rudarji, španski upravljavci, sodobni inženirji, delavci, ki so iz kraja, ki je bil nekoč preprosto rudnik, naredili cerkev. In morda je to najpomembnejša lekcija Zipaquire, da človek včasih ne kopa gore samo zato, da bi vzel bogastvo. Včasih jo kopljemo, da ustvarimo kraj, ki lahko daje upanje, mir in vero, tudi pod težo sveta zgoraj. Zdaj pa pojdimo k mošeja Mangistaua. Na zahodnem delu Kazahstana je regija, ki izgleda kot drug planet. Ni visokih dreves, ni pisanih mest, le čisti beli klifi, suhe ravnice in neskončne puščave. To je Mangistau. In pod to mirno zemljo je skrit svet in ni bil ustvarjen za vojno, rudarjenje ali shranjevanje hrane. Ustvarjen je bil za vero. Medtem ko so druge podzemne strukture na svetu zgradili ljudje za zaščito pred sovražniki, podzemne mošeje v Mangistau so bile zgrajene za tišino, meditacijo in duhovno potovanje. V času svilene ceste je bila ta regija pomembna pot za trgovce, popotnike in karavane, ki so potovali med Azijo in Bližnjim vzhodom. Toda potovanje tukaj ni bilo lahko. Čez dan je bila izjemna vročina, po noči pa zelo mrzlo, poleg tega pa so bila varna mesta zelo oddaljena drug od drugega. Zato so nekateri ljudje, ki so potovali skozi puščavo, izbrali, da tukaj ostanejo zavedno. Sufi mistiki, duhovni učitelji in derviši, ki verjamejo, da je tišino vere lažje slišati, ko si daleč od hrupa sveta.
Po raziskavah v verskih krajih Svilene ceste v Kazahstanu so nekateri najbolj znani duhovne osebnosti v regiji Šopan Ata in Šakpak Ata, ljudje, ki so postali središče lokalne duhovne tradicije v Mangistau. Namesto da bi zgradili navadno mošejo na površju, so izkopali kar v samo goro. Neposredno so izplesali apnenčaste pečine, da bi ustvarili podzemne molilnice in svete prostore znotraj kamna. In tukaj se je začela arhitektura Mangistaua zares razlikovati. Ker to ni preprosta jamska mošeja, nekateri njeni deli izgledajo kot mešanica naravne jame in umetno zgrajene strukture. So stebri, obokani stropi, izklesane molitvene niše in medsebojno povezane sobe, ki so jih očitno postopoma širili skozi stoletja. Ena najpomembnejših lokacij tukaj je mošeja Šakpak Ata. Po mnenju zgodovinarjev in arheologov v Kazahstanu je njena zasnova edinstvena v primerjavi z večino islamskih podzemnih struktur. Tloris te mošeje je v obliki križa, kar je raziskovalcem dalo veliko razlogov za različne teorije. Nekateri zgodovinarji verjamejo, da so nanjo morda vplivale starejše tradicije, še preden se je islam po regiji povsem razširil. Sem sodijo tudi nekdanji verovalni sistemi v Srednji Aziji, vendar to še ni povsem potrjeno, zato so strokovnjaki pri tej temi previdni. Jasno pa je naslednje. Mangistau je dolgo časa predstavljal stičišče različnih kultur, religij in popotnikov. In prav kamen je postal zapis vseh, ki so šli skozi ta kraj. A ena najbolj osupljivih značilnosti podzemnih mošej je njihova uporaba svetlobe. Na prvi pogled notranjost mošeje izgleda kot temna jama. Toda, ko je sonce na pravem mestu, žarki svetlobe neposredno padejo na določena molitvena območja v notranjosti. To ni naključje. Obstajajo navpične jaške, ki so jih skrbno izklesali navzgor v goro, da služijo kot naravni kanali za svetlobo. In po nekaterih raziskavah o jašku Šakpak Ata kompleksa obstaja možnost, da so nekateri od teh poravnani glede na gibanje sonca v določenih obdobjih leta. Kot nekakšen velik kamniti koledar pod zemljo. Ko sonce zadene pod pravim kotom, se nekateri deli mošeje nenadoma osvetlijo, medtem ko ostali ostanejo v temi. Za sufijske mistike tistega časa je bila svetloba velik del duhovne simbolike, kot da sama gora postane instrument časa in vere. Toda v okolici podzemnih mošej ne boste našli le molilnic, pred nekaterimi vhodi so obsežne nekropole oziroma starodavna pokopališča. Na tisoče kamnitih grobov in označevalcev je raztresenih po puščavi. Po lokalnih študijah v regiji Mangistau je bilo v preteklosti za mnoge ljudi pomembno, da so bili pokopani v bližini svetih podzemnih svetišč. Zaradi tega je ta kraj postal prostor ne le za žive, ampak tudi za umrle. Medtem ko so bile podzemna mesta v Turčiji zgrajene za skrivanje prebivalstva pred sovražniki, so imele mošeje v Mangistau drugačen namen. Tukaj je bilo podzemlje namenjeno razmišljanju, molitvi in povezavi z onstranstvom. In čeprav so ta mesta izjemno lepa, njihovo ohranjanje ni bilo lahko. Ker je apnenec glavna kamnina tukaj, ga zlahka prizadenejo erozija, dež in močni puščavski vetrovi. Zato so graditelji v preteklosti naredili drenažne kanale in zaščitne napušče na dohodi, da bi voda ne prišla do rezbarij v notranjosti. V notranjosti so nekatere stene zgladili, da bi bolje odbijale naravno svetlobo in preprečili hitro propadanje kamna. Njihove tehnike so videti preproste. A prav to je razlog, zakaj še vedno stoji veliko mošej tudi po mnogih stoletjih. In ko sodobni arheologi še bolj preučujejo Mangistau z uporabo tridimenzionalnega skeniranja in digitalne tehnologije ohranjanja, se izkaže, da so nekatere jame v regiji še starejše, kot so prej mislili. Obstajajo petroglifi in oznake, ki bi po nekaterih arheoloških najdbah v Kazahstanu lahko izvirali še iz bronaste dobe. To pomeni, da so imele gore in jame Mangistava poseben pomen za starodavne ljudi že dolgo, preden so ta mesta postala islamska svetišča. Kot da je vsaka civilizacija, ki je prečkala regijo, pustila svojo sled na kamnu. In skozi čas je vsa puščava postala velikanski duhovni arhiv. Podnevi je Mangistau tih in zdi se, kot da je brez življenja. Toda pod njegovimi belimi pečinami so skrite mošeje, ki so nekoč služile kot vodilo Mangistavcem. Toda pod njegovimi belimi pečinami so skrite mošeje, ki so nekoč služile kot vodilo popotnikom.
počivališče mistikov in dom tišine sredi prostrane puščave. In morda je prav to tisto, kar ga najbolj razlikuje od vseh drugih. Medtem ko so druge civilizacije gradile velike spomenike, da bi jih videl ves svet, so ljudje tukaj raje skrivali svojo vero kar znotraj same gore.